En lep dober večer. Vsi, ki ste se zbrali tukaj v tem pogovoru in vas lahko obvestim nekaj. A me vidite tle tukaj? A? Jaz sem noseča. S knjigami. Tako da, to je pa ena taka ljuba, to je moja druga najbolj ljuba nosečnost. Se pravi, lep pozdrav, dobrodošli v večeru, ki ga prireja Primus. Hvala Primus, da nam dajete prostor za take lepe vsebine. Hvala vsem, ki ste danes tukaj. Jaz sem Zvezdana, upam, da ste že kdaj slišali zame. Kar se tiče knjig, sem zaljubljena vanje in ko sem prišla na ta sejem in videla vso to množico ljudi, se mi je res milo storilo, ker mislim, da ni lepšega na svetu, ko vidiš ljudi, ki imajo radi knjige. Jaz bi temu rekla, da smo kar eno pleme, ki nekako pašemo skupaj, ne glede na to, da imamo različne okuse in beremo različne knjige. In v današnjem času je dobro, da se zavedamo tega skupnega prostora in te, jaz temu rečem, zavesti. Danes je z mano ena posebna gospa, ki sem jo jaz pravzaprav čakala kar nekaj let. Z dr. Dispenso danes predstavljamo tukaj v bistvu knjige oziroma znanja dr. Joe Dispense in pred leti, ko sem jaz slišala prvič zanga, se spomnim, kako sem bila v Zagrebu, ker še v Sloveniji ni bilo knjig, kupila hrvaško prvo izdajo Placebo ste vi. In vem, kako me je takrat prešinil in sem si rekla, ker sem slišala, da ima on razna šolanja in predavanja, kako bi šla jaz na to šolanje. In potem sem zvedla, da je to kar zakomplicirano, pride v Ameriko, plačati vse to. In sem rekla, no dobro, jaz verjetno tega ne bom naredila, ampak 100% sem, da pa kakšen Slovenc pa bo. No, kar nekaj let smo čakali nate. Tanja Pija Metelko ti si certificirana, jaz sem danes, ko sem pisala objavo na Facebooku, nisem vedela, certificirana kaj od Joe Dispense. Pozdravljena, dobrodošla. Hvala lepa in dober večer. Certificirana kaj? Jaz sem njegova trenerka in svetovalka. Približno 120 nas je zdaj po celem svetu, eden na državo, kadar ima država to srečo, pač izbran si. To ni, da se odločiš in prideš in postaneš. To je en veliki zbor, bom rekla, vesolja in celotne ekipe dr. Joeja. In jaz sem imela to čast, da so me izbrali in da sem zdaj ena izmed njih. Tanja, ti hočeš reči, da moraš biti pridna učenka? Mislim, po kakšnih kriterijih pa dr. Joe Dispensa izbira svoje ambasadorje oziroma ljudi, ki nam boste njegova znanja prinašali v naših državah? Da bom rekla, da je skrivnost, ne vem, ne znam na to odgovoriti. Jaz sem enostavno med eno meditacijo po koncu enega od retritov, na katerem sem bila v Cancunu, tudi Nives je bila tam, imela vizijo, da sem izbrana in da naj grem po tej poti. Ker če tega ne bi bilo, ne vem, če bi se prijavila, ker to je ena velika čast, ena velika odgovornost in eno veliko poslanstvo. To mislim, da čutimo, da si predstavljamo in če ne bi jaz takrat imela te vizije, bi verjetno moj notranji glas bil glasnejši od mene. Tako pa sem to začutila in potem so bile vse poti odprte in sem na koncu prišla do tega, da sem ena izmed njegovih trenerjev. Kakšni so kriteriji, ne vem. Vem, da se pravi, to je 5-stopenjski postopek, kar dolgotrajen, velik študija, velik nastopov pred njim, pred ekipo. In na koncu dr. Joe izbere tiste, ki prepozna, da vibrirajo s temi učenji, ki jih on predaja. Zdaj bom še prej bom rekla, verjetno ste vsi brali Dispenso, ne? Ste brali? Ja, ne?
sam rečite, mi se tukaj pogovarjamo, živijo, Urša. Mi se tukaj pogovarjamo, mi nič ne nastopamo zdaj, mi smo tukaj vsi eno. A ste brali ali ne? Ste. No, da ne bi, naprimer, če potrebujete malo razlage, zakaj gre. Jaz bom, to se pravi ste, ne, večinoma, ne? Če pa niste, pa preberite. Jaz ponavadi, ko imam takšne specialne goste, ne govorim o vsebinah knjig, ker knjige so zato, da jih vzamemo v roke in jih sami preberemo. To me zanima, kaj je doktor Joe Dispenza? A je on duhovni učitelj, a je on alternativni zdravnik? On je doktor. Mi vemo, kaj se mu je zgodilo, se pravi, on se je zaletel s džipom in dobil diagnozo, da nikoli v življenju več ne bo hodil oziroma funkcioniral. Ne? In kaj je to zdaj, to njegovo delo? Kaj je to? Kam spada to? Včasih me vprašajo, ti nisi, ne? Ampak včasih rečejo, a je on nezemljan. Itak je težko govoriti za druge. Ne? To, kar si rekla, ja, on je bil kiropraktik, pri 24 letih doživel nesrečo in je bil tetraplegik. Ne? In prognoza je bila, to bo tudi ostal, razen če gre skozi eno zahtevno in zelo tvegano operacijo, bi lahko postal paraplegik. In on se ni odločil za to. On je rekel, da je vedno verjel, da mi, če se povežemo s to silo, ki jo on imenuje najvišja ljubezen, večna ljubezen, da lahko dobimo vse informacije in to moč, da pozdravimo se, karkoli imamo, ni važno. In on je potem to v 3 mesecih tudi dosegel in takrat se je zavezal, da ko bo to dosegel, da bo to širil med ljudi. In njegovo poslanstvo je, da pomaga ljudem, da si pomagajo sami. Ne? Kar pravi, karkoli imamo, lahko spremenimo sebe, lahko zdravimo, lahko postanemo, smo, imamo, pač tisto, za kar se odločimo, verjamemo, brezpogojno verjamemo v to in seveda, ko imamo jasno misel, jasno namero in povzdignjeno čustvo, ko odmislimo, ne, te dejavnike, kot so prostor, okoliščine, naše telo, kar pomeni čustva preteklosti, izkušnje, ki nas obremenjujejo in pa čas, ko smo v sedanjem trenutku dovolj prisotni, se lahko povežemo s kvantnim poljem in od tam potegnemo to, kar želimo. Pa je to, jaz vem, da on sodeluje z znanstveniki, zato je meni tudi tako zelo ljubo to. On sodeluje kako to izgleda? Kaj hoče preko znanstvenikov dokazati? Ja, točno to hoče dokazati, ker pozna, kako delujemo mi v zahodnem svetu. Ne? Zahodni človek želi si dokazov. Zato on na marsikateri week-long retreat, to je 7-dnevni retreat, kjer je preko 40 ur meditacij v enem tednu, si lahko predstavljate, kot 1500-2500 ljudi hkrati meditira, se hkrati poveže. To so res enormne sile in energije. Pripelje sabo ekipe znanstvenikov, ki delajo meritve na možganih in merijo, kako se med meditacijo, med različnimi stanji možgani spreminjajo. In to oni merijo in potem on piše strokovne članke, objavlja v revijah, ker želi tistemu, ki potrebuje podati znanstveno razlago in dokaz. In zaradi tega tudi marsikje nepriljubljen, zlasti v farmaciji, ne, se lahko predstavljamo, ampak on se ne bo ustavil, on to verjame, on to želi in zato to počne. Ti si bila potem, se pravi, zraven, ko je on delal, ti si bila zraven, ko so se dogajale te ozdravitve. Kako to izgleda? Se spomniš, imaš kakšno zgodbo? Seveda, to se ne pozabi nikoli. Kako to izgleda? Ja, na teh week-long retreatih zadnje 3 dni. Kako se jim reče quick-long? Ne. Week-long advanced retreat. Aha. Ja. So zadnje 3 dni se dogajajo zdravljenja. Ne? So tam healiji in pa healerji, ki zdravimo. In to so take, se reče cage, ne, kletke, se pravi en heali, ki želi bodisi na fizični ravni, na psihični doživeti spremembo, ozdravitev, leži na tleh
in potem na vsaki strani so 4 healerji in preko meditacije, se pravi, zdravimo. In na eni taki, prvič, ko sem jaz to videla, doživela, to je tako močno, da se ne da povedati. To je bila ena gospa v 70 letih, verjetno še kakšno leto čez, ki je bila na vozičku. In ker je bila tam v moji skupini, sem je lahko videvala skozi prejšnje dni, ona ni mogla stati samostojno, bila je na vozičku. Če sta jo mož in hčerka držala, je lahko vstala. In to je bilo vse. In potem, ko smo mi delali ta healing, so jo dali na noge in mož je šel stran od nje. In z eno neskončno ljubeznijo jo je gledal, nič ni rekel, samo gledal in je tako nakazal, v smislu pridi, zmoreš. In tako pokaže voziček, ne rabiš ga več. In ona se najprej tako zatresla, jaz sem že hotela skočiti, da jo jamem, ker je izgledalo, kot da bo padla. In je začela hoditi. Je začela hoditi in šla 5-6 metrov do moža. In to, ko doživiš, to je res nezemeljsko. Jaz sem jokala, tresla sem se od joka, ko vidiš, kaj lahko naredimo, kaj lahko naredi človek o pomoči tudi drugih ljudi, z jasno namero, z ljubeznijo, s tem pretokom energije. In tega je bilo veliko, tega je bilo zelo veliko. Ljudje, ki niso videli, ki so bili slepi, so začeli videti. Ne, da so videli čisto vse in jasno, ampak začeli so videti. Prej so videli samo temo. Ljudje z multiplo sklerozo so ostali z vozička, ena mlada mamica, ki je bila 4 leta na vozičku, je potem tekla zadnji dan po plaži. Veliko pride mladih z depresijo, z anksioznostjo, tega je res zelo, zelo veliko videti. Tako da različne zgodbe. Tudi jaz teh imam nekaj, ko sem na sebi jih videla in doživela. Nam bi ti zdaj približno razložila, kako to gre? Jaz sem zdaj, ko sem te poslušala, razmišljala. Mi smo zdaj tle v enem posebnem, se pravi, smo del prostora, vsi slišimo glasove, ki nas motijo, v bistvu iščemo ta trenutek prostor, kako bomo ustvarili en mehurček, da se bomo samo mi pogovarjali in mi čutili skupnost. Jaz tako čutim. A vi čutite tudi tako? Mi lahko v bistvu se zdaj povežemo še na drugačne načine in nekako izklopimo ta zvok, ki nas moti. A je tako? No, kako približno gre to, neko preprosto, se jaz vem, da to ni, mislim, da to ne more človek narediti v eni sekundi, čeprav jaz kot igralka imam tudi to izkušnjo, ne? Pa ne vem, kako do nje pridem, imam 39 vročine, ne morem živeti, vem, da moram odigrati, da me čaka 400 ljudi, se oblečem, stopim na oder, vročina zgine, neham kašljati, smrkati in sem 2 uri zdrava kot dren. In potem, ko pridem z odra, čez 1,5 ure, sem pa spet na pol mrtva, ne. To pomeni, da znam, da nekaj se že zgodi, ne, tudi na fizičnem nivoju. Tako da zdaj vas vse povabim, da vsi malo delajmo takole na eno vibracijo, se dajmo, pa bomo videli, če nam bo ratal, vsaj malo. Kako pa to gre, naprimer, da si ti, kako to gre pravzaprav, a moraš verjeti, a moraš, mislim, kaj se s temi meditacijami zgodi, zakaj so tako pomembne, tako malo, če nam to metodo klubu samo razložiš, tako kot si jo ti doživela, ali pa mogoče celo na svojem primeru, kje si ti naredila in na kak način preboj, to nam bo še pravzaprav najbolj živelo tukaj v ta trenutek. Ja, seveda, rade volje. Ampak a dovoliš, da jaz dam tebi eno vprašanje, ker si tako čudovit primer povedala, ne? Si rekla, imam vročino, 39, ne morem živeti, grem na oder, vročina zgine, odigram in potem se spet simptomi vrnejo. Ja. A se ti spomniš, kaj ti razmišljaš, preden greš na oder? Torej, imaš vročino, ko stopiš gor in več, kaj razmišljaš, preden greš na oder? No, zdaj mi grejo mravljinci, razmišljam o tem, da moram dati, da moram deliti, da moram biti, ker je pač za ljudi, ne? Da ne grejo domov, da nimajo težav s tem, da karte vračajo in tako naprej. Večje je od mene. Točno to, ne?
Se pravi, zate ni opcija, da bi odnehala, ostala doma v postelji, prideš, greš, veš, da boš zmogla. Ne? To je en del, to je ta jasna namera, ko veš, kaj želiš, ko ne dopuščaš dvoma, ko ni, a bom, kako pa bo, kaj pa če mi bo slabo od vročine ratalo, veš, da boš šla in naredila. Ne? In to so te jasne misli, kaj želim. Kaj želim. Ni druge variante, ni plana B, ni druge opcije, točno to. Kaj so pa tvoja čustva takrat? Moja čustva so bila v bistvu usmerjena samo to, da sem zdrava, da zmorem. Mislim, da ni, ja, vsa čustva so tudi pripeta na to, moram in grem gor in nič se ne ukvarjam z tem, kako sem uboga ali pa z temi navadnimi čustvi. No, ja. Se pravi, ni negativnih čustev, ne, v smislu sploh strahu, ne. Dvoma, ampak imaš ta pozitivna čustva. Ja. Verjamem, da bom zmogla, ne? Bom to naredila, imam to, kot rečemo. Ne? In to je pa ta drugi del, da imamo takrat pozitivna čustva. Ne? Pozitivna čustva, ki so na visokih vibracijah in to so čustva ljubezni, radosti, predajanja, hvaležnosti. Ne? In ko to dvoje združimo, jasno namero in močno, okrepljeno pozitivno čustvo, to je elektromagnetni signal, ki potem pritegne iz kvantnega polja to, kar si želimo. Ne? In zakaj sem te to vprašala? Ker brez da bi vedeli, ne, kaj delamo, to dejansko v življenju že počnemo. Ampak če vemo, kako to naredimo in zakaj naredimo, lahko to porabimo kadarkoli. Ne? In potem, ko opraviš, pa se verjetno nisi več fokusirana na to, ne? Se rečeš, ok, sem naredila in zato se potem, isto kot pri kakršnikoli drugi bolezni, se lahko simptomi vrnejo. Ne? Ampak to verjetno je vsak izmed nas že doživel kakšen tak trenutek, a ne? Ne, ko se je vse zložilo točno tako, kot se mora, kot smo si zamislili, ne? Pa kaj je to? To je kvantna fizika. Kaj je kvantna fizika? Oziroma, to sem tlele najrajši na svetu imam, ko odprem knjigo in se mi sama odpre in bom dala zdaj iztočnico. Joe Dispenza piše: poskus je namreč razkril, da obstaja enotno polje informacij, ki presega vpliv tridimenzionalnega prostora in časa ter spaja vso materijo. Če dveh delcev svetlobe ne bi povezovalo nevidno polje energije, bi trajalo nekaj časa, preden bi informacije prišle od ene točke v prostoru do druge. Ja, to, kar si rekla na začetku, to je kvantno polje. Ne? Polje neskončnih možnosti, neskončnih informacij. Ne? In če bi zdaj še malo prevedle tisti primer, ko si šla na oder, pomeni v danem času imamo več različnih možnosti in ena od možnosti je, da je zvezdana popolnoma zdrava in pripravljena in redi in vse v tistem trenutku. In ker ti to tako verjameš in čutiš, jo imaš in to si. Ne? In tako velja za vse nas, za vse, kar želimo, vse, kar nam je zamisljivo, vse to je mogoče. Vse to ne samo, da je mogoče, vse to že obstaja, ampak mi, bodi si zavestno, v večini primerov pa nezavedno, zbiramo te možnosti, da postanejo naša izkušnja in jih potem v tem zemeljskem načinu zaznamo skozi izkušnjo. Ne? Zdaj pa, če greva še en korak naprej, da odgovorim še na tisto vprašanje prej, torej kako to naredimo. Ne? Dr. Joe ima dve orodji, eno je meditacija in drugo, ki je zelo podobno, je pa mentalna vadba. Mi se znamo učiti, ne? Mi znamo vaditi, to nas naša šola ves čas navaja na to, da se učimo in vadimo. Vadimo naloge iz fizike, iz matematike, vadimo pesmico, vi vadite igro, ne, na odru. 1000 in enkrat kakšen prizor. 1000 in enkrat, ne. Če bi mi 1000 in enkrat vadili, recimo, nekdo, ki ne zaupa vase. Če bi 1000 in enkrat vadil,
kako on zaupa, ne vem, ko gre na razgovor za službo, bi se mu ustvarile zgolj na podlagi misli in predstave o tem nevronske povezave in bi jih že imel. In če bi vadil 1000 in enkrat, bi bile te povezave tudi že zelo, zelo trdne kot avtocesta. In torej, ko bi on prišel, ker on to v možganih že ima, to že obstaja, je že naredil in ker je hkrati to videl in čutil, je to nekaj, kar njegovi možgani beležijo, kot da se je že zgodilo. In torej on bi tja prišel in bi enostavno tako naredil, kot je 1000-krat pa lahko samo z mislijo že zvadil. Torej, dr. Joe pravi, 3 stvari so zelo pomembne. Ob tem, ko se hočemo v kakršnem koli delu stvari spremeniti. Najprej pravi, moramo ozavestiti, se pravi, moramo se opazovati. Ker mi vemo, to smo tokrat slišali, da 5%, samo 5% je našega zavednega uma in 95% je nezavednega. In jaz včasih rečem, zdaj tukaj midve sva dve, približno tako razmerje je. Pa če bi rekli, da nas je tukaj 5, tam dol pa vas 95, a je to premoč? Kakšna. Potem pa damo še tukaj varnostnike, ki nam 5 ne bi pustili kar tako, da pridemo do teh 95. In zdaj bi se nas 5 odločilo, da vi 95 boste nekaj naredili tako, kot smo se mi zamislili, pa se vi s tem ne strinjate. Ja, velikansko težavo bomo imeli, da to dosežemo. In tako zavedni ne more kar dostopati do nezavednega. Preko meditacije, ko mi se umirimo, odmislimo tisti poznani, našo poznano vlogo v življenju, to, kdo smo, kaj je naša identiteta, sem taka. Mi se neprestano definiramo, zjutraj, ko se zbudimo, prvi trenutek se niti ne spomnimo, kdo smo, potem pa se spomnimo naše preteklosti, naših preteklih dogodkov in jaz sem to, mama, to, včeraj se mi je to pa to zgodilo, pa razmišljamo o prihodnosti, kaj imam za narediti in smo definirani. In dejansko živimo že v preteklosti, ker vsi spomini izhajajo iz preteklosti. Če pa mi to odmislimo, takrat obstaja jaz v vseh možnih variantah, v vseh možnih oblikah. In ko mi odmislimo okoliščine v svojem življenju, ko odmislimo pogoje, v katerih živimo, ko odmislimo čas, to pomeni poznano preteklost in tisto načrtovano prihodnost, ki bi jo copy-pastali iz preteklosti, ker smo še vedno isti, se pravi, odmislimo ta čas in ko odmislimo, dr. Joe reče, svoje telo, to so čustva, takrat, ko smo tako prisotni v sedanjem trenutku, takrat lahko ustvarjamo nove možnosti. In to delamo v meditaciji in to delamo z mentalno vadbo. To je mentalna vadba, torej. Jaz bom takoj vprašala, ker to veliko krat vprašam tudi kakšne duhovne učitelje in tako, mislim, da je mogoče živeti, da lahko človek živi popolnoma brez preteklosti oziroma zakaj, saj niso vse izkušnje negativne. In predvsem se mi zdi to bistveno vprašanje zavedno. Saj mi imamo neko predstavo o sebi in mislim, da smo mi izjemno veliki lažnivci sami sebi najbolj. A je to? Mislim, to so neke moje teorije, jaz se preverjam. Res je, pa niti ne vemo, da si lažemo. Ko se nam zgodi nekaj hudega, ne vem, zgubimo službo, partner nas prevara, zapusti, z otrokom je nekaj, se nas to zelo močno dotakne, zato ker takrat so čustva izredno močna. In to ni običajno stanje, to je nenavadno in zato si naše telo in naš um to še dodatno in veliko bolj zapomneta. In takrat je ta slika, ta snapshot, ki se vtisne v nas. In potem vemo, ko so taki trenutki, imamo potrebo, da se o tem pogovarjamo, da govorimo, pogovarjamo in grem z eno prijateljico na kavo, pa z drugo, pa s tretjo, pa s četrto. In to prepovedujem vedno znova. In kaj se takrat dogaja? Vedno znova jaz to tako podoživljam, kot da bi se mi zgodilo takrat.
Ne jočem samo enkrat zaradi nekega neprijetnega dogodka. A smo sposobni 25krat ali pa 125krat? Jaz že. Jokati? Jaz tudi. In to je zato, ker naši možgani ne ločijo med tistim dogodkom, ki smo ga mi resnično doživeli v preteklosti, in med tem, ko mi se samo z mislijo in v čustvih vrnemo v tisti dogodek. Naši možgani imajo predstavo, da se nam to zares dogaja takrat. In pa recimo imamo neko prijateljico, ko se ji pa to ne zdi nekaj takega. Ne? In mi to vidimo, mi to začutimo, ne dobimo tiste potrditve, tiste empatije, kako je to grozno in kako je on grozen in hudoben. In potem začnemo to zgodbo širiti. Niso bili samo 3 levi, ampak jih je bilo 25. Ne? In ko to parkrat ponovimo, mi verjamemo, da je res tam bilo 25 levov. Ne? In to je tisto, kar si rekla, da na koncu je to zgodba, ki je lahko 50% nekih naših dodatkov in se nam to v resnici sploh ni zgodilo, ampak mi s časoma, ker smo to tolikokrat ponovili, verjamemo, da je bilo to to. Torej smo žalosti ali jezni ali besni zaradi nečesa, kar se nam v resnici sploh ni zgodilo. In to si mi znamo narediti. Človek je edino bitje, ki to zmore. In to zaradi velikosti neokorteksa. Naš neokorteks zavzema 40% naših možganov in zato lahko naredimo misel bolj resnično kot karkoli drugega. Misel bolj resnično kot življenje. To pomeni tudi, da tako kot si lahko s tem znanjem škodimo, je to znanje, ki nam lahko pomaga pravzaprav obrniti svet. A ni tako? To pomeni, da če se mi, zato sem jaz rekla, poskušimo mi ustvarjati, se ni treba zdaj prav posebej vzeti kladivo pa nakovalo v roke. Mi vsi skupaj ustvarjamo to skupno polje, da se imamo neskončno dobro in da poslušamo najbolj dragocene nasvete, ki smo jih kdajkoli slišali. Sam to si dajmo v glavo. A je tako? Mislim, zdaj jaz improviziram. Ti nas pa vodiš zdaj v ta znanja. A je misel močnejša od čustva? Čustvo je najmočnejše. Čustvo, zato ker misel je govorica možganov, čustvo je pa govorica telesa. In čustvo je tisto, ki se shrani v našem nezavednem. Tako da čustvo je absolutno močnejše. Vendar pa je tudi misel zelo močna, zato ker lahko mi z mislijo vplivamo na naša čustva. To se nam zdi mogoče težko ali pa celo neverjetno, ker tako so nas učili, pač na čustva ne moreš vplivati. Če si jezen, si jezen. Če si vesel, hvala Bogu, si vesel. Ampak koliko je enih čustev, če tako pomislimo, ki so v naši preteklosti, ker smo nekaj doživeli, ker končni produkt vsake izkušnje je čustvo, ki je shranjeno v nas. In a se kdo spomne česa, kar se mu je zgodilo 10 let nazaj, pa še vedno čutimo čustvo tistega dogodka? Lahko je pozitivno, lahko je rojstvo otroka, ali poroka, ali pa nasprotno, ali pa ločitev, te močne stvari, in mi to čutimo. In mi lahko z mislijo nadvladamo to čustvo. Če mi začnemo zavestno misliti drugačne misli, bo to čustvo s časoma splahnelo. Ker, to je bilo meni zelo nenavadno, ko sem slišala, kaj bi rekli, ko čutiš neko čustvo, recimo nekdo nekaj naredi in smo jezni. To čustvo samo po sebi, mogoče veste, če ne pa ugibajte, koliko časa traja, koliko časa mi občutimo čustvo jeze na podlagi enega dogodka. Kaj bi rekli? Par minut. Zvezdana, pa ti povej. Par minut si zelo blizu, 90 sekund. Ampak mi vemo, da traja to dlje. Zakaj? Zato, ker začnemo napletati nove misli. Ampak on je res bastard, ko se reče, kaj je to naredil. In pride nova misel, ki sproži novo čustvo. In to je potem cikel. Vsaka misel izloči kemikalije v našem telesu, nadledvična žleza izloči recimo adrenalin in mi takrat občutimo jezo. In potem možgani preverijo v telesu, kako se počutimo, se tako predstavljam, pogledajo dol in vidijo, aha, jezen sem.
in se rečejo možgani, tako smo narejeni, ne? Se rečejo možgani, aha, res sem jezen in zato moram proizvesti nov val čustev, misli, ki bodo enakovredne temu čustvu in potem pridejo nove misli in te nove misli sprožijo naslednji val čustev in potem spet možgani preverijo in to je lahko začaran krog in cikel, vemo, dokdaj traja, dokler ga zavestno ne ustavimo, ne? Ko nam nekdo drug reče, da je iz buce ali pa sami, brez veze, da se ciklam v tem in z mislijo prekinemo ta tok. Tako da z mislijo lahko vplivamo na čustvo. Jaz bom zdaj povedala svojo zgodbo, ampak bila že pred mnogimi leti, ne. Jaz sem bila zelo jezna in zelo nesrečna in ko sem se, seveda, ker sem imela otroke in sem ta čustva skrivala, sem se pa lahko v avtu zjokala, ne, in bila jezna. In potem sem se enkrat znašla, spet sem šla, mislim, da sem šla stotič skozi to, kaj mi je ta človek naredil. In potem sem v nekem trenutku stojim na semaforu in rečem, ampak jaz mučim samo sebe, 1000-krat sem že šla, kaj pa jaz delam sama sabo? Zakaj to počnemo? Zakaj? In do takrat tega ne delam več. Če pride ta misel, jaz rečem, ola, no, a bi rada bila 5 minut si lahko tle, 5 minut, ajde, drugače pa gremo. Nočem še enkrat iti skozi nekaj, kar sem že preživela, ne? Ampak zakaj imamo ljudje tako potrebo potem? A je to kakšen povezano s nekimi starimi instinkti, da si zapomnimo te izkušnje ali kaj? Ja, te stvari so za nas z našega vidika pomembne. Pomembne zato, ker so neobičajne, ne? Če samo sediva na kavi in klepetava in se nič posebnega ne zgodi, pač se imava lepo in to je to, ne? In se bova spomnila k večjemu prijetnega klepeta ali pa sčasoma še to, ne? Bolj nenavaden, bolj izreden, kot je dogodek, močnejše čustvo mi čutimo. In zato, ker je tako močno, se ga bolj zapomnemo, ker se ga zapomne telo, ker se zloči več hormonov in se ga zapomnemo. In tako smo mi narejeni, ne, da ko spet o tem razmišljamo, spet čutimo ista čustva. In ker nas je takrat na nek način, čist dejansko tudi kemično vrglo iz homeostaze, iz ravnovesja, je to v nas tako močno, da se tega lahko spomnimo večkrat, ne? In ker nas je nekaj ali pa nekdo prizadel ali pa razveselil, ne? Saj upam, da se tudi lepih stvari radi spominjamo, ne? Kako je bilo lepo, ko sva, ne vem kaj, lahko nekaj majhnega, šla na sprehod, pa se držala za rokce, ali pa prvi poljub z vsako osebo. Čutimo, doživljamo ga, vohamo, to se pravi, da je recept tudi to, da vse, kar se nam lepega zgodi, si še zavestno bolj zapomnimo, da takrat, ko bo kaj da nam to lahko pomaga. Zanima me pot, koliko časa to traja? A se ti to lahko zgodi čez noč ali v enem trenutku, da ti naprimer te miselne vzorce iz sebe, oziroma pri bolezni mislim, da premagaš bolezen. Kako se tega lotevaš? A je to, moraš iti, se pravi, na tečaj k doktor Dispenzi, ti imaš tudi ene delavnice, ne? Ali lahko to mogoče, lahko preko knjig? Kaj ti misliš? Vse, kar si rekla, vse to je možno. Tukaj ni pravila, kvantno je vse možno. Ni časa. Eni doživijo to v trenutku. Tako kot tista gospa, ko sem rekla, ona je rekla, doma nikoli prej ni meditirala, ni delala, ni brala in je to doživela. Nekdo lahko samo na podlagi tega, da bere knjigo in to tako močno občuti in dela potem, doživi spremembo, tudi ozdravljanje. Nekateri hodijo na evente in grejo 10-krat na retreat, ne? In delajo meditacije. Kakšne delajo meditacije 2 leti in se ne zgodi nič. Pa ne zato, ker eni imajo srečo, drugi pa ne, pa so rojeni pod srečno zvezdo, ne gre za to. Ampak gre za to, dr. Joe pravi, 14 sekund tega občutenja, da se ne zavedaš, se pravi, da si v tisti praznini, da ni časa, da ni prostora, da ni preteklosti, da ni prihodnosti, ko si ti res v sedanjem trenutku, 14 sekund skupaj naenkrat je lahko dovolj za spremembo, ne?
14 sekund. Se sliši kratko, ampak ni tako enostavno, ne? Tisti, ki meditirate, ni tako enostavno to doseči. Tako da, ko želimo spremembo, pač dejmo delati in verjeti, da enkrat se bo zgodilo. Če ne bomo verjeli, bo toliko težje, ker to so potem pač tiste negativne misli, ki potegnejo za sabo negativna čustva in imamo ta negativen cikel. Doktor Dispenza sodeluje tudi s psihologi, s psihiatri ali samo nevroznanstveniki? O tem ne govori toliko, tako da tega ne vem. Ne vem, če sodeluje. Moj občutek je, da niti ne. Niti ne, ker včasih tako kaj reče, pa pove, ne vem, pač vsak ima svojo metodo, ne. Psihologi imajo svoj način, ko greš k njim na svetovanje, na terapijo, te velikokrat pogosto vodijo v preteklost in te spominjajo tega, kar je bilo, ne. In doktor Joe pravi, jaz vam nikoli nisem in nikoli vam ne bom rekel, dejte podoživeti, dejte se spomniti traumatične izkušnje. Ker itak jo imate in itak ste se jo prevečkrat spomnili in imate vse na pamet, veste kaj in kako. Ampak vam bom rekel, preseži to. Preseži. Preseži z mislijo, ker ko bomo mi razmišljali drugačne misli, ne iste misli, kaj mi je naredil, zakaj mi je naredil, kako mi je naredil, ampak ko bomo imeli pozitivne misli, potem druge misli vodijo do drugačnih odločitev. In drugačne odločitve vodijo do drugačnih vedenj, dejanj. In nova vedenja bodo pripeljale do novih izkušenj, nove izkušnje bodo povzročile nova čustva. In ta nova čustva bodo potem povzročila nove pozitivne misli. In s tem je tisti prejšnji krog prekinjen in tako počasi odpada, ali pa kot reče doktor Joe, upokojimo svoj stari jaz in začnemo živeti in biti nov jaz. In tako kot on reče, ne, odvadite se biti to, kar ste, on reče, dobesedno morate postati nekdo drug. Nekdo drug. Ti si na vseh teh veliko delavnicah bila. Svet, v bistvu, on je v svetu zelo znan in upoštevan, ne? To so cela gibanja, tako rekoč, ne? Kako pa Slovenci, kako pa to čutiš pri nas? Vem, da smo beremo že, ne? Jaz mislim, da ga mi zelo poznamo, ne? Zdaj, Primus bi vedel, kolikih izvodih so bile knjige prodane, ampak če sem prav razumela, placebo več kot 20,000 izvodov. Ne? Več kot 20,000, super. To pomeni 20,000 ljudi, je prebralo zgoleno knjigo, ne? Potem so še tukaj druge knjige. Mislim, da ga zelo poslušamo, na YouTubu je ogromno njegovih posnetkov in tudi veliko ljudi dela to v praksi, veliko ljudi meditira. Tako da jaz mislim, da je tukaj, ko se pogovarjam s kolegi trenerji, dobro, Slovenija je tudi majhna, pa mogoče malo bolj začutiš, moji kolegi trenerji večinoma naletijo na ljudi, ki nimajo pojma, kdo je doktor Joe. Tukaj pa se jaz že začudam, če ga nekdo ne pozna, enostavno zato, ker ko srečam ljudi, vidim, da veliko ljudi, da ga pozna. Jaz imam prijateljico, ki ima multiplo sklerozo in ko sem se peljala sem rekla, poznaš doktor Dispenzo in je rekla, da ne, in sem rekla, pejte malo googlat in sem rekla, bi poskusila in ona je drugače zelo tako, samo znanost, samo medicina in tako in sem rekla, poskus se, nimaš kaj izgubiti, mislim, pri taki bolezni nimaš kaj izgubiti. Jaz bi se vrgla na vse, mislim, če bi bila tam, ne. Kako je s temi prepričanji, ker se mislim, tudi z tem, ko spreminjaš misli, je v bistvu najbolj pomembno, da spreminjaš svoja prepričanja, ne? Mnogih se pa ne zavedaš. Kako pa do tega prideš? Preko meditacije? Ja, zdaj, pa človek ima svobodno voljo, ne? In hvala Bogu, da jo ima, kar pomeni, da se sam odloča za to, kako bo živel, kaj bo verjel, kaj bo počel, česa ne bo. In nekaj nam je blizu in zaupamo in verjamemo in poskusimo, nekaj pa odklanjamo, ne. In tudi načinov je veliko, ne. Zagotovo ni to edini način, nekomu je blizu, nekomu ni. Te pa razumem, ne, tudi jaz, tisti prijatelji, znanci, ki jih imam, pa ki imajo take drugačne težave, tiste zdravstvene,
nekje najbolj vidimo, ki so vidne, pa jih tudi zelo prizadene človeka, ki je pač neka huda diagnoza, huda bolezen. In eni odklonijo, ne? Pa rečem, dej, prinesem ti knjigo, ne? Samo začnijo brati in ne prepoznajo. In pač to je v redu. Ne? To je v redu, mogoče nekoč bodo, mogoče ne, mogoče bojo našli drugo pot ali pa tudi ne. Ker vsak si izbira. Ne? In dr. Joe vedno pravi, ne, pač svobodna volja vsakega je pač na prvem mestu in reče, jaz si nikoli ne bi drznil nekoga prepričevati ali siliti, naj nekaj naredi ali pa neko objektivno škodljivo dejanje opusti. Pač vsak se odloča sam. No, ta svobodna volja je tudi zame nekaj najlepšega. Mi dve iz svobodne volje tukaj sediva in se z vami pogovarjava. Imate kakšno vprašanje? Jaz si res srčno želim in jaz vem, da se bo to začelo uresničevati, da tudi vi sprašujete, ker mi dve lahko sediva tukaj na tem le kavču in modrujeva. Jaz bi pa rada vedela, kaj vas zanima. Ali sprašujem jaz v vašem imenu, pa smo tako povezani v enem skupnem polju, da mi vi pošiljate vprašanja. Vedno je najtežje biti prvi, ne? Ampak najlepše. Najlepše sem hotela reči, ja. Najlepše je biti prvi, a ni? No, kakorkoli že, če ni, pa bom pa jaz še tebe to vprašala, kar me zanima. Kako si se ti odločila, zakaj si se pa ti odločila? Da grem po tej poti? Ja, da greš po tej poti, da mu slediš, da pravzaprav res postaneš prva glasnica oziroma predstavnica njegova. Mislim, to je en velik uspeh, ne? Ja, jaz jemljem to kot čast, kot neizmerno čast. To mi je bilo dano in to z največjo predanostjo in srčnostjo. Zdaj te bom takoj prekinila, ti je bilo dano ali si to ali si na tem delala? Kdo ve, ne? Oboje. Sigurno sem si to želela. In kar si želimo, to pride. Ne? Ampak verjamem, da mi je bilo tudi dano, ne? Da, ne vem, kar nekaj začutiš, ne? Če začutiš, pride nekje drugje. Jaz odkar vem zase, pač hodim na izobraževanja, imam različne mentorje iz tujine, Tichar Weckerja, Tony Robbinsa, sem pač v njihovih ekipah, sodelujem z njimi in sem ogromno dobila. S katerimi? Tony Robbins, kdo še? Tony Robbins, Tichar Wecker, Mac Etram, ogromno jih je. Ne? Ko sem pa zvedla za dr. Joeja in ga začela poslušati, sem pa začutila, da je to. Da sem doma. In ko sem probala, ko vedno razmišljamo, zakaj pa on, ne? Ali pa so me ljudje spraševali, je verjetno to, ker drugi, od katerih sem se učila, so me učili tehnike, veščine, procese, metode, modele. Dr. Joe pa ima to, kako biti, kako postati. In to se mi zdi zame, ne, z mojega vidika zaznavanja zavesti res veliko. Da postanem nekaj, nekdo, pa ne mislim to naenkrat, ne, ampak neki deli mene, ne, da postanem nekaj, nekdo, kar si želim. To pomeni način življenja, ne? Je to isto, tako kot jaz rečem, jaz sem igralka 24 ur na dan, ne? Se pravi, to je moj način življenja. In živeti tako, kot se pravi, s to tehnologijo, s tem pomeni tudi živeti 24 ur na dan s temi znanji oziroma na način, kot ga uči. A je to to? Ja, sej smo ljudje, ne, vedno karkoli delamo. Še vedno, ja. Kakšna minuta se prikrade, ki ni cela. Na srečo stajamo ljudje, ampak ko se začneš zavedati, ne, kaj pomeni, kaj lahko naredi misel. Nas so ponavadi tako učili, ne? Dokler nekomu drugemu ne narediš nekaj v navednicah slabega, je vse v redu. Ne? Se pravi, ne mu narediti nekega škodljivega dejanja. Tudi ne mu reči kaj grdega, ker se bo slabo počutil, ne? Pa beseda ostane, ne moreš izbrisati. Če pa ti samo o sebi misliš, ne? To pa ni nič tacga.
Ampak kaj naredi misel? Misel je začetek vsega, ne? In z mislijo dejansko ne delamo drugemu, delamo v prvi vrsti in največ sebi. In ko to veš, si pač bolj pozoren na to, kaj misliš, sej ne da ne reagiraš. Ko doktorja Joja vprašajo, to mi bo tako fajn slišati, ne? Ko rekel, of course I react every day, ne? Zdaj rekla, ok, pa lahko tudi jaz, brez slave vesti. Ampak je rekel, gre za to, koliko časa reagiraš, ne? Ko te nekdo razjezi, pa pač se mu pustiš razjeziti, ali ko se prestrašiš, ko se v čustvu strahu, koliko časa boš to gojil? Lahko je en dan, lahko je en teden, lahko je 2 leti, lahko je pa to nekaj trenutkov. In to je tisto bogastvo, ne? Ko veš, kaj lahko narediš, boš toliko prej, toliko lažje in toliko raje, ker veš, da je dober zate. No, jaz mislim, da je to vrhunec večera, ta misel, ne, da se zavedamo, da to ne pomeni, da nehamo reagirati, ker to velikokrat tudi vidim, da ljudje ne vemo točno, ker v duhovnosti moraš biti dober, moraš biti ljubeč, ves čas moraš samo z ljubeznijo vse sprejemati, pa pride trenutek, ko se ne strinjaš, ko to ni tvoja resnica in zdaj to spet maskiraš v nekaj drugega in spet zgubljaš stik sam s sabo. Se pravi, odreagiraš, veš, kaj se ti dogaja in seveda spustiš hiter skozi, ne? A tako, sem razumela? Ja, tisto, kar ne služi tebi in drugim, prej znaš in si želiš spustiti. In se ne tam ustavljati in se ne tam ciklati. A veš, da je meni Bruno Šimla še enkrat rekel v eni moji oddaji, je rekel, ljudje, ki si prej rekla, lepe in slabe spomine imamo, da ljudje, ko smo v težavah, se prav zakopljemo v te težave, ne? In tudi, ko gledamo nazaj, vidimo same slabe stvari, da smo tako prav narejeni, da se v tem le noter mnogo večkrat vrtimo, kot da bi rekli, zdaj mi je hudo, poglej, lep spomin, koliko sem bila pa frajerka takrat, ne? To kaj ti misliš, zakaj to tako radi delamo? Zakaj je negativno močnejše kot pozitivno? Jaz ne bi rekel, da je močnejše, ampak bolj vpliva na nas, ne? Človek je narejen za to, da je srečen, da živi v homeostazi. To si želimo, ne? Ampak ko smo vrženi iz tega, to zelo opazimo in mogoče niti ne opazimo, da smo bili 3/4 dneva ali pa ne vem, 90% svojega budnega stanja, ok, in v redu in srečni, ampak pride ena stvar, ki je zelo močno negativna in potem se ob njej tako ustavimo, da se nam zdi, da je nadvladala druge, ne? Ampak resnici ni tako. Samo mi, s tem, ko ji namenjamo pozornost, se nam zdi, da je večja, da je obširna in da traja, ne? Tako da, če bomo namenjali svojo pozornost pozitivnim dogodkom, pozitivnim ljudem, lepim občutkom in se začeli jih zavedati, ne? In recimo zvečer, ko gremo spat, ne? Mnogi naredijo pregled dneva in ko ga narediš, vidiš, koliko je bilo lepega, koliko je bilo podpornih besed, ljudi, stvari, lepih doživeti in mogoče samo ena tista kisla, ne? In to je fino zavestiti, ker potem veš, česa lepega si deležen in za kaj vse in za koga vse si res lahko iz globine srca hvaležen. Če pa zraven še zavestno ustvarjaš, ne? Dr. Joe pravi, to je seveda njegov vidik, ne? In meni je blizu, ni pa vsakemu, tisti, ki še ne meditira, mu bo to verjetno tuje, ne? Ampak on pravi, če zjutraj, ko se zbudiš, ne meditiraš in se pravi ne načrtuješ, kako boš preživel pozitivno in lepo svoj dan, pomeni, da se nimaš dovolj rad, da bi ti naredil lep načrt za nov dan, ampak se rajše prepustiš toku življenja. In bodo na te vplivali druge ljudje in druge okoliščine in pač to, kar se bo okoli tebe dogajalo, te bo bolj potegnilo, ne? Če pa ti se ustaviš ob tem in zavestno kreiraš, boš zavestno ustvaril veliko več lepega, tega, kar si želiš. Zdaj pa moje zadnje vprašanje, potem ste vi na vrsti. Zdaj ti bom pa rekla tako, zdaj pa zelo konkretno grem. Naprimer, poznam žensko, ki nima službe, 3 otroci, mož je nasilen, mislim, imajo probleme z
z denarjem, z vsem, vse posod so sami problemi. Kako bi lahko zdaj, naprimer ta ženska, kaj bi pa zdaj ona res lahko s temi znanji od Joea, s temi tvojimi nasveti, kako bi lahko ona spremenila svoje življenje? Realnost je taka, mož je nasilen, je ne spoštuje, otroci so nevzgojeni, se pravi vse ji uhaja iz rok, nima denarja, mož nima službe, ona hodi še v službo. Ena taka grozljiva, mislim, težka situacija, kjer je mogoče res težko najti kaj dobrega. Tukaj nam kažejo uro, veš, Zvezdana. Ja, vem, ja. Konec je. Če na hitro povem, dve minuti. Zelo na hitro bom še prej. Prva stvar, da se začne zavedati, ker poznamo primere nekoga, ki tako živi, pa on tega ne vidi. Pa vsi okrog njega to vidijo, on pa ne. Torej, prva stvar, da se začne zavedati, ker če se ne zaveda, pač za njega to ne obstaja. In potem, da se odloči, kaj bo s tem naredila. In stvar po stvari, eno je mož, eno je družina, eno je služba, eno je to, kaj bo naredila s tem, kako bo začela to urejati, na način, da se bo odločila, da bo mislila drugačne misli, potem bo sprejemala drugačne odločitve, bo naredila, bo izvajala drugačna vedenja, bo jo pripeljala do drugačnih izkušenj, do drugačnih čustev in bo šla v ta pozitiven krog. Hvala, Tanja, pridemo k tebi na delavnico, beremo knjige Joe Dispenza, dr. Joe Dispenza, hvala vam za pozornost. In kaj smo se naučili? Spremenimo svoje misli, zavedajmo se, kaj mislimo in fokusirajmo se na vsako najbolj drobno, lepo stvar. Hvala lepa. Hvala, Zvezdana, in hvala vsem vam. Srečno.